Zdravo. Zdravo. Ja, kje pa ste? O! Pozdravljeni. Meni pravijo Matija. In tukaj sem, da bi vam prebral eno pravljico. Pravljico, ki nosi naslov Pujsa imamo za soseda. Gre pa takole. Ko je nekega jutra kokoška Henrieta obešala perilo, jo je doktor Lisjak pozdravil z razburljivo novico. Danes dobimo v naš blok novega soseda, je rekel. Ojoj, je rekla Henrieta. Upam, da bo miren in urejen. Skozi okno je pomolil glavo zajec Nik. Ko bi bila vsaj kakšna čista mačka ali starejši krt. Kmalu so zaslišali prihajati novega stanovalca. Zajec Nik, doktor Lisjak in kokoška Henrieta so se poskrili na vrhu stopnic, da bi videli svojega novega soseda. Ko so ga zagledali, niso mogli verjeti svojim očem. To ni bila ne čista mačka in ne starejši krt, pa tudi ne lisica, kokoš ali zajec. Moj bog, je vzkliknila Henrieta, saj to je pujs. Pujsa imamo za soseda. O, to pa sploh ne bo šlo. Vsak ve, da so pujsi nemarni in umazani in zanikrni. Doktor Lisjak in zajec Nik sta ji prikimala. Kasneje, istega dne, je doktor Lisjak srečal soseda pujsa, ki je ravno nesel koš drv. Doktor Lisjak je šel hitro mimo njega, ne da bi ga pozdravil, vendar je nekoliko počasnil korak, da bi videl, kaj pujs namerava. In niti malo ni bil presenečen, ko je pujsu padlo nekaj drv na pločnik. Doktor Lisjak je pohitel h kokoški Henrieti in ji potožil. Kakšna nemarnost, je rekel. Tisti pujs je pustil razsuta drva vse vprek po našem pločniku. Ojoj, je zastokala Henrieta. Pohitela je ven, pogledala naokrog, toda nikjer ni videla nobenih drv. Gotovo jih je pospravil doktor Lisjak, je pomislila. Toda pujs je bil tisti, ki je pometel pločnik in pospravil drva. Nato jih je odnesel v svoje stanovanje in zakuril prijeten ogenj. Naslednja je pujsa srečala kokoška Henrieta. Pujs je nesel domov 2 težki vrečki hrane. Tudi ona ga ni pozdravila. Skrila se je pod stopnice, da bi videla, kaj tokrat namerava pujs. In niti malo ni bila presenečena, ko mu je na stopnice padla vrečka moke. Iz raztrgane vrečke je puhnil bel oblak. Kokoška Henrieta je pohitela k zajcu Niku in mu potožila. Kakšna nemarnost, je rekla. Tisti pujs je pustil našo vežo vso zaprašeno z moko. O, kako grozno, je vzkliknil Nik. Pohitel je ven, pogledal naokrog. Toda nikjer ni videl nobene moke. Gotovo jo je počistila Henrieta, je pomislil. Toda pujs je bil tisti, ki je pometel in pomil tla. Nato se odpravil v svojo kuhinjo in spekel cimetove piškote. Naslednji, kmalu zatem, je pujsa srečal zajec Nik. Počasi je hodil za pujsom, da mu ga ne bi bilo treba pozdraviti. Nalašč se je obiral, da bi videl, kaj se bo tokrat zgodilo. In ko je zagledal pujsa, ni mogel verjeti svojim očem. Pujs je v svoje stanovanje nesel vedro blata.
Blato se je cedilo na tla, pujs je tacal po njem in puščal za sabo blatne sledi. Zajecnik je pohitel k doktorju Lisjaku in kokoški Henrieti in jima potožil: kakšna nemarnost, je rekel, tisti pujs je z blatom popackal vse naše stopnice. Ogabno, sta se strinjala doktor Lisjak in kokoška Henrieta in zmajevala z glavo. Toda, ko sta pohitela ven in pogledala naokrog, nista nikjer videla nobenega blata. Gotovo ga je počistil Nik, sta rekla. Toda, pujs je bil tisti, ki je kar 3-krat pomil stopnice. In sploh ni šlo za blato, temveč za glino. Pujs jo je odnesel v svojo delavnico, kjer je oblikoval lončeno posodo. Tako ne gre več, so sklenili Henrieta, Nik in doktor Lisjak. Če hoče pujs živeti v našem bloku, se mora primerno obnašati. Drugače bo moral oditi. In mahnili so jo po stopnicah navzgor, da mu to povejo. Pozvonili so. Cin, 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 cin. O, pozdravljeni, je rekel pujs. Bil je presenečen, da je že tako kmalu dobil obisk. Doktor Lisjak, kokoška Henrieta in zajec Nik so se ravno hoteli pritožiti, ko so se vrata odprla malo bolj na široko in izza njih je priplaval prijeten vonj po cimetu in zaslišali so prasketanje ognja iz kamina v dnevni sobi. Opazili smo umazanijo v veži, je začel doktor Lisjak. Prostite, je rekel pujs, in res upam, da sem vse temeljito počistil. Doktor Lisjak, kokoška Henrieta in zajec Nik so se presenečeno spogledali. Torej, nisi ti pospravil drv, je rekla Henrieta doktorju Lisjaku. In ti nisi počistila moke, je Nik rekel Henrieti. In nisi ti počistil blatnih sledi, sta zajcu Niku rekla doktor Lisjak in kokoška Henrieta. Vsi so odkimali in posvetilo se jim je, da je pujs vse počistil sam. Ime mi je Teodor, je rekel pujs. Bi se mi pridružili ob skodelici čaja? Sprejeli so povabilo. Doktor Lisjak, kokoška Henrieta in zajec Nik so vstopili v Teodorjevo svetlo, čisto kuhinjo in mu pomagali pripraviti čaj. Občudovali so skodelice in vrče, ki jih je naredil v svoji delavnici. Novo družabno igro imam, bi se igrali? Je predlagal Teodor. Pokazal jo je in Henrieta je bila počaščena, ko je videla, da je za vsakega novega soseda naredil posebno igralno figurico. Ljubko stanovanje imaš, Teodor, je rekel zajec Nik in ugriznil v naslednji piškot. Prekrasno stanovanje imaš, sta ponovila doktor Lisjak in kokoška Henrieta. In pomislila sta na vse prijetne popoldanske čajanke, ki jih bodo preživeli skupaj. Kako čudovitega novega soseda so dobili. Kako čudovitega novega soseda so dobili.